Ura je točno 10, torej še slabi 2 uri in skočili bomo v leto 2021. Poslušaj silvestrski program na Radio City z reporterjem Milanom in čas bo, da predstavim mojega naslednjega gosta. Zanj moram reči, da si štejem še posebno čas, da je privolil, da pride danes večer. Gre seveda za glasno govorca mariborske nadškofije, očeta Drejca oziroma duhovnika Andreja, očeta Drejca, kot ga jaz kličem. Drejc, dober večer. Ja, dober večer, hvala za povabilo, hvaljen bodi. Ja, hvaljen bodi, tako. Mama, glej ti to, pesem ptic trnov. No. Oče Richard Chamberlain. Ne, dajte, no. Ja, to ne bo držalo, gospa Glih. Ja, pa pustimo, se vemo, kaj je uradno je. Ja, oče Chamberlain. No. Pa kaj boš ti gleda, daj muziko. Katero je? Pesem ptic trnov. Okej. Odspodi, da se malo... Ja, pa jaz nimam nič s pesem. Ja, vredi, jaz se razumem. Ja, nisem jaz, to je bila Ja, ne nanizanka. morate govoriti javno tem. To je bila Oče nanizanka. Chamberlain, kak imamo zdaj mi? Imamo mi manjše ali nimamo? Ja, je sveta daritev, samo pod posebnimi pogoji ste pa vabljeni. Smo vabljeni? Ja. Kaj pa hostijo dajate? Tudi samo pač svete rešnje telo dajemo v roko. Ja, ker greh je, ni greh v roko vzet, ne? Greh je v usta vzet. Ja, ni greh, pač zaradi virusa, mislim. Ne, mislim, veš kak je, ker če daš najprej v roko, pa pol v usta, ni tako hudo, kot če direkt, ne? V usta. Ja, pač tak so nam odredili. Ja, no, pa se to razumete, oče Chamberlain. razumem. Ja, mislim, se pa ste temeli. Andrej sem, ne Chamberlain. Ja, gospod Chamberlain, se ste temeli kanuf sveti reki Jordan, not, ne? Kaj? No, gospa Lojča. Če ste kako zalivko naredili. Ne razumem. Ne, Mislim, sej. plombo, če ste kako Glejte, gospa Lojča, dajte, prosim, ite eno Ne, spit, čakaj samo pa... malo, zapred grem gor žret pa pit. Oče Chamberlain, poglejte me v oke, pa mi povejte po resnici. Imam kako šanso, ker... Župniki so mi rak rana od nekde. Ja, pa nisem župnik, jaz pač... Ja, v redu, razumem, oče Vem, Chamberlain, ampak ne morate javno tem Vsak govoriti. človek si zasluži priložnost, samo ne Pa vem, jaz tudi, zato samo vas ne vem, sprašujem. kam merite. Ja, merim v sveto reko Jordan, tako sem rekla. To jaz pač nič ne razumem. Ne, Drejc, glej, brez veze. Moje ime je Jordan, drugače. V redu, gospa Lojča, ite gor. Oče Drejc, torej naš naslednji gost. Nadaljujemo čez par minut. Poslušaš Silvestrovo na Radio City z reporterjem Milanom in moj gost v tej uri je, in še enkrat moram povedati, posebno čas si štejem, da si je vzel čas, prišel danes oče Drejc iz mariborske nadškofije. Oče Drejc, še enkrat hvaljen bodi, dober večer. Ja, dober večer, hvala bodi. Niso lahki časi, ne, za nikogar. Ne, težki časi so nasplošno za vse vernike, kot tudi za nas v cerkvah. Ja, absolutno, vse je prilagojeno in recimo... Ja, zdaj hvala pač stvarniku, da smo sploh lahko začeli z daritvami, namreč bili smo praktično izolirani. Ne? Ja, res, ampak tudi iznajdljivi. Ne? Tudi iznajdljivi. Ja, kako to misliš? Glede vseh novosti, kako ste se prilagodili tudi nadškofiji. Ja, mislim, zdaj tako. Prej sem že nekaj omenil to za svete rešnje telo, da se ne sme direktno v usta dajati, pa ne bi zdaj to ponavljal, da ne bi gospa slabo sliši, pa me ni razumela. Ja. Bistvo pa je, da glede svete vode je bilo kar fejs sporno, namreč čeprav jaz ne verjamem, da bi ta virus sveti vodi preživel, ampak pač take so navodila, ne? Zato res najlepša hvala inovatorjem in konstruktorjem iz Šenterneja, ki so pač po tistem, ko se je blagoslovljena voda mogla umakniti iz klasičnih kropilnikov po cerkvah, lotili iskanja načina, da bi jo ponovno vrnili na mesto ob vstopu cerkve. Ne? In tako so si v bistvu varni kropilnik izmislili. Lepo. Ja, ki deluje na senzor, samo ta senzor je posvečen senzor, naj ne bi bil klasični senzor, namreč ko vernik, poudarjam, da spodaj roko, ta spusti določeno količino blagoslovljene vode. To poteka sledeče, če damo levo roko spodaj, jo moramo dati v obliki šalčke, ker z desno se križamo in potem desno namočimo v levo in se prekrižamo. Če pa ker smo
toliko smeli, da desno spodaj nastavimo, potem pa kar samo zgnetemo prste, da razmažemo vodo in se kar z desno tudi prekrižamo. Bistvo pa je, da ne namakamo, ampak špricamo. Ne? Ja, oče, Chamberlain, Ja, Lojčahova, ja. to slišim. Ja, pa kdo je rekel špricat pa namak, samo nekaj. Malo bo treba namočiti, preden ne bo kaj špricnilo. Mislim, jaz vem, da Vatikan to ne odobrava, tako samo brez dela ni jela, ne? Malo bo treba potunkati, ne? Jaz sem kar malo zbegan, mislim, da gospa verjetno ne razume, da sem govoril o teh kropilnikih, ne? Ja, mislim, ja, treba je o špricanju pa se jaz rada pogovarjam, ne? Ja, dobro. Kropilnik, a se tako se temu tudi reče, ne? Dobro. Ko smo kropili v sveti reki Jordan, ne? Niste razumeli, Ja, tako Lojčahova. v pesem ptic Strnovk, ne, oče Chamberlain, ko smo kropili. Ja, ne vem. Ja, jaz sem komegi, se me spomnite? Ne spomnim se, res ne. No, Pa jaz pa- nisem Chamberlain. Se Še res ste kako mu pa hudo vprašanje podobni. Mam, ampak mogoče bi zdaj vse eno malo prekinil, gospod Da bi Lojčak. malo pokropili. Ne, gledajte, da sem te stopite, da vam razložim, mi pa bomo potem nadaljevali takoj po. Tako pa je minuta čez 10:30 zvečer, že posluša Silvestrovo z reporterjem Milanom in moj gost še vedno oče Drejc. Kaj boš dal muziko, mojo gor, pesem ptic Strnovk? No, Če imam igro. Lojčahova, gospa. Ja, pa- Igro imamo. Jaz ne bi v tej dramski sekciji res ne sodeloval. Oče Chamberlain ni taka igra, samo moje telo boste malo posvetili. Mama! A, še Klančnikova Lujza. Pridi! Kam? Oče Chamberlain je tu! Pesem ptic Strnovk! No. Kdo? Oče Chamberlain! Oče Drejc. Duhovnik je to, kak je oče Chamberlain. Ja, oče, dajte jo malo pomazili. Pa kdo bo mene mazilo pri živem telesu, pa kaj ste zmešani? Ja, res. No, lepo prosim. Gospa je še zelo živa in čila. Ja, zdrava, ja, seveda. No, Niti lepo, ne tak. Sem živa, kaj govoriš, či živa, še kaj me bo mazilo, pa tak je gospod Šolam, pa ve, kaj se to pravi, kaj ne. Gospod župnik tak je, ko vam prije blizu, dajte križ vun, tak jo bo skurlo takoj. No, pa če bi se umili, res Oče Chamberlain, kaj vi ste gledali pesem ptic Strnovk? Oče Andrej sem. Ja, Pa če ste ne, gledali. Slišal sem, gledal pa nisem. Ja, jaz sem se enkrat tudi v župnika zaljubila. Pa kaj si se tedi v župnika zaljubila? Tam frančiškanom si hodila, ko ni bilo gužve not. Kaj vi veste, da je s njo smogla iti ja po njo, ker so grozili, da bojo policijo poklicali. Ona je edina, pa nem rekla vernica, ker je to žalitev za vse ostale. Vsak mora dobiti svojo priložnost. Res. Ona je vse porabila priložnosti, župni v glavnem, mene so klicali k frančiškanom noter, ona je edina, pa nem rekla vernica, pač kdo, ko je pri spovedi na isti strani, ko župnik noce dela, ono pa vse bilo fraj na krilu, zdaj pa ker meso in krista živo, se je taler tudi malo gor v dvojčka, ne? Joj, pa jaz res ne bi v Pa tem se je kar sodeloval. fajn gor postavil. Ja, no. Samo viš, ko ne veš, mama, pri frančiškanih je tak, da na istem sedimo. Sedite. Ja, to pa ne bo držalo. To pa je. Kaj ste frančiškan? Ne, Daj križ vun, te pravim, daj križ vun na skuri, pa se rešimo vsega skup. Veš, da to ni normalno. kaj ste frančiškan? Kaj boš prišla gor ti pa nadela sramote, pa ne gnjavi tu človeka, Ja, res ki se je od malega odločil za ta poklic, pa kaj ga pregovarjaš tu. Pa najboljše, da on prekine svojo zavezo zaradi take, ko si ti, te pa res more biti slep. Dobro, jaz mislim, da res, gospod Lojčak, če bi... Jaz bi če pač, šli go- če bi brez hude krvi tudi lahko. Ja, gledal ja. Vseeno taki dan. Kaj Brko že pijan gori? Keri Brko. Ne, rekla. Pa najboljš. Ne, okay. Jaz bi samo prosil eno stvar, oče Drejc je seveda tudi kot vsi ostali dobil priložnost, da zavrtimo eno pesem Ja, po že njegovem imam izboru. tudi pripravljeno. Ja, ampak malo pauze še, da gospod Lojčak se malo pomiri. Glejte, prosim, ne tam prijemati več očeta Drejca. No. Tako poslušaj silvestrski program z reporterjem Milanom in moj gost še vedno tukaj pri nas v studiu 1, torej PR-ovec Mariborske nadškofije, oče Drejc, še enkrat lepo zdrav. Ja, oče Drejc, hvala hvaljen bodi. Ja, se upravičujem za gospod Lojčak.
Ja, zdaj fajn, da čim prej, da ne, dokler nobenega ni. Ne, Ker je nerodno, malo, ja. Rekla sva eno pesem, ne, kot si moji gostje, nocoj tudi vi, oče Drejc, z eno pesmijo. Kaj ste izbrali? Kaj si izbral? Ja, času primerno, ne. Jaz vedno pravim, da čeprav ni idealno, je lahko vedno še huje, ne. Zato vseeno bi Alelujo zbral. Aha, ok, v redu, imamo pripravljeno. To poklanja vsem ob prehodu v novo leto, oče Drejc. Ko misliš, da si kriv za vse, ko sam si in ti slabo je, verjemi, da bi lahko hujše bilo. Pomisli, da bi megla bila, bi žabe hodle sem ter tja, v Ljubljani lahko bili bi mi doma. Aleluja, 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 aleluja. Zato vseeno naj ti bo, čeprav je včasih res hudo, ko slabega si vina se napil. Ko nekdo gleda te v oči in reče, kak te zgledaš ti, povej mu, da iz Maribora si. Aleluja, 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 aleluja. Ko v ljudskem vrtu zbrani smo, si reče stari, to je to. V življenju jaz ne rabim zdaj nič več. Žalo sem potisnil kot, ker Jezus vedno najde pot in sklikal na ves glas bom aleluja, 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 aleluja.